Slovenci obožujemo gore. Vem, ker se kar pogosto srečujemo tamle gor. No in tudi tujci so ugotovili že, da so naše gore lepe, jih pa marsikdo podcenjuje, češ, pa sej so visoke sam nad 2 jurja, v Himalaji je kup gora, ki so višje kot 8000 metrov. Drži, ampak to še ne pomeni, da v naših gorah ni nevarnosti. Naše gore so nevarne. Na to kažejo nesreče, ki se dogajajo in pa njihovo število, ki stalno narašča. Pri volanu obožujemo tudi avte. Logično, ne? Pa vem, da jih tudi ogromno Slovencev, ampak da se ne ponavljam, gore obožujemo, ker tja ne moramo z avti, ker je tam neokrnjena narava, ker lahko uživaš v miru, ker ti da eno posebno energijo, zato povsod res ni treba riniti z avtom. Pa vsem to počnemo. Predvsem zaparkirajo razne dovoze, ceste, pod katerih bi se mi lahko peljali do ponesrečencev oziroma bližje ponesrečencev. Ker naša naloga kot voznikov je, da mi našo opremo pa reševalce pripeljemo malo bližje, pa seveda nas čaka še dosti hoje pa nošnje. In za vsak kilometer, ko ga lahko naredimo z avti, nam skrajša ta naš čas prihoda na kraj nesreče. Veliko pohodnikov poznam, ki se marsikje jezijo nad novo prometno ureditvijo in to upravičeno, ker se zdi, da gre samo še za denar in ne za neko zdravo logiko. Seveda, zadeve je treba urediti in zato upravičeno pobira denar, ampak nek sprejemljiv znesek, za katerega potem dobiš urejeno in varno parkirno mesto. So pa tudi vozniki, ki rabijo iti z avtom čim višje in čim dlje in jih boste izjemno veseli, kadar jih boste rabili. To so naši gorski reševalci, ki požrtvovalno in prostovoljno pomagajo, ko jih rabite. Nas se pokliče na pomoč takrat, ko pomoč potrebujete, se pravi, ko so ljudje v stiski, ko se zgodi nesreča, se pokliče na 112 in steče reševalna akcija. Te primeri, ko nas kličejo, da zamujajo na letalo, se dogajajo, tega seveda si ne želimo, da hodimo po take turiste, ampak vsakemu klicu se odzovemo. Trenutno je v Sloveniji okrog 600 licenciranih gorskih reševalcev, številka kompletne organizacije pa je nekaj preko 830 reševalcev. Te treningi so za nas bistveni zato, ker moramo stalno ponavljati to našo, bom rekel, terensko vožnjo. Vedno je kakšna nova finta, ki se jo naučimo, drugače pa kilometrina je tista bistvena, ki bi jo morali vsi gorski reševalci poleg ostalih treningov imeti tudi na avtu. In eno od njihovih urjen smo ujeli tukaj v bližini Mozirja, kjer danes poteka prav poseben trening za gorske reševalce. Njihova vozila zmorejo marsikaj in velikokrat smo ljudje tisti, ki ne znamo ali pa si ne upamo izkoristiti potencijala terenskih vozil. Največje ovire pri vožnji so predvsem nepoznavanje avtomobilov, slabe gume na avtih. Zdaj smo videli na Toyotah, ena je imela zelo dobre gume, 2 malo slabše in je bila velika razlika med enimi pa drugimi. Danes jih bom naučil predvsem, kako speljati v klanc, kako voziti po blatu, kako volan vrteti, kako se pravilno pripeti, kako pripraviti avto na teren, pa seveda kako avto pa čistiti, ko pridejo s terena nazaj. Zdaj vožnja v naravi je prepovedana, izjema smo pač gorski reševalci, kjer se lahko vozimo takrat, kadar smo na intervencijah. Tukaj imajo zdaj primer, ko bomo uporabljali vitel in se bomo naučili pravilno uporabljati vitel, seveda z vidika varnosti, da ostane v prsti celi in pa da avto zvlečemo brez poškodb. Problem vitlanja je, da moramo to vrv vedno previti po vitlanju in pa nazaj zviti. Tega večinoma ne delajo, in potem, ko pridemo mi na naslednjič po enem vitlanju, se zakopljemo z avtom v neko blato, hočemo vitel uporabiti, se vitel ne da vam potegniti, ker je zavozlan. To je ena najbolj pomembnih zadev, da vitel vedno razvijemo in nazaj zvijemo po vsakem vitlanju. In drugi primer, ko je uporaba sredinske pa zadnje blokade. Se pravi, na teh ovirah se bomo naučili uporabljati sredinsko blokado, zadnjo blokado, kdaj se uporablja in pa seveda jih učim, da po vsaki, ko prevozi ovire, da tudi to izklopi, da jim pride v kri, da treba v te blokade izklapljati. Saj vemo vsi, da vaja dela mojstra. Jaz sem velikokrat mislil, da že vse obvladam kot voznik, potem pa vedno izvem še kaj novega. K sreči obstajajo tudi podjetja, ki reševalci pri tem podprejo.
V Zavarovalnici Triglav prepoznavamo to plemenito poslanstvo gorskih reševalcev, tako kot naša zavarovalnica, tako tudi gorski reševalci stojijo ljudem ob strani takrat, ko življenje ne gre najbolj po načrtih. In v takšnih kritičnih situacijah seveda gorski reševalci potrebujejo neko pomoč, podporo in mi jim pomagamo na različne načine, odvisno od potreb, ki jih imajo, in s tem na nek način dodamo kamenček v mozaik teh skupnih prizadevanj za večjo varnost v naših gorah. S to tradicionalno akcijo Čistimo naše gore si v Zavarovalnici Triglav prizadevamo, da je naš obisk gora varen in da ohranjamo čiste planinske poti tudi za prihodnje generacije. Odgovornost vsakega posameznika, ki se odpravi v gore, seveda je povezana z varnostjo, z ustrezno opremljenostjo in pa seveda tudi s pripravljenostjo oziroma sposobnostmi. Poleg tega pa je pomembno in vsi skupaj si seveda želimo, da imamo tudi odgovoren odnos do narave in na ta način seveda ohranjamo te planinske poti čiste tudi za prihodnje generacije. Ja, skratka, naša postaja je dobila v bistvu nov avto, tako da od začetka do konca, ki je, kako deluje, kakšni so nakloni, kaj se da z njim narediti, da v bistvu pač ni to en avto za po cesti, ampak se lahko dejansko kam tudi pripelješ konkretno. To je v bistvu celo vožnja. Presenečen sem, kaj vse avto zdrži. Mislim, da je zelo dober, pa da se mi niti ne upamo kjer avto je zmožen. Predvsem moramo poznati svoje zmogljivosti, pa pač temu primerno tudi cilje zbrati, no pa potem postopoma napredovati. Ne si preveč misliti že na začetku, kaj vse zmoremo. Prvo, vsaka tura zlokrat se začne z avtom doma oziroma od doma. Načrtovanje ture je vremenska napoved, oprema pa tako dalje. Previdno pa z glave pa s pameti, pa to je to. Pa naj ta napotek ne velja samo za tiste, ki radi hodimo v hribe. Ljudje moramo biti odgovorni povsod. Če smo peš ali pa v svojih vozilih, tukaj ni debate.